Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in zdaj sem že nazaj. Bila sem v Lurdu in da vam povem, toliko sem se smejala. V glavnem, četrtek, petek, sobota, nedelja, v glavnem šla sem sama, ker aviona nisem najdla in šla sem z avtomobilom. In seveda, razmišljala sem tako in še vedno razmišljam. Če človek zmore se pripeljati do Ljubljane, se zmore tudi do Trsta. Če se zmoreš pripeljati do Trsta, zmoreš tudi do Verone. Če zmoreš do Verone, zmoreš tudi do Padove. In če zmoreš do Padove, zmoreš tudi do Monaka. In če zmoreš do Monaka, zmoreš do Marseja. In če zmoreš do Marseja, zmoreš tudi do Lurda. No, in tako je potekala moja pot. V glavnem, zanimivo sem mislila, tako vožnje bo kar nekaj, 2 dni sem potovala tja, pa 2 dni nazaj in sem razmišljala, kaj vse bom po poti poslušala in tako naprej in na koncu nisem mogla poslušati ničesar. Vse mi je šlo nekako na živce, enostavno nisem mogla. Edina stvar, kar sem pa poslušala, je bil pa zvok, prepevanje Om. In dejansko je zvenela moja pot tako do konca na glas, sem imela in je bobnel. In tako naprej. In to je bila edina vibracija, ki mi je šla, ki sem jo lahko sprejemala. In pridem na francosko mejo in pač radija nisem utišala, niti nisem vedela, da je francoska meja. Treba je bilo plačati cestnino, prislonim kartico in potem ne najdem, kje se pač tiska račun. In tam nekaj pritiskam in nato opazim, da je tam policaj. In seveda imela sem okno odprto, do konca in mi pokaže zapeljati h kraj. Utišam glasbo in prav, gospa, kam potujete? Sem rekla, v Lurd. Je rekla, v Lurd. A kadite? Ne. Pijete alkohol? Ne. Imate cigarete? Ne. In potem je vprašal, a ste kaj pokadila? Sem rekla, ne. Je rekel, imate kaj alkohola za prijaviti? Ne. No, v glavnem, ni šel pregledovati avtomobila, ampak da vam povem, sama pri sebi sem se toliko smejala. In očitno mu ni šel skupaj Lurd, pa ta Om, pa še ena ženska sama iz Slovenije na francoski meji. Po moje nekaj šverca. No, v glavnem. Nasmejala sem se. V glavnem, prišla sem v Lurd in en video sem že posnela od tam, ampak v glavnem zdaj ti moji vtisi, preden padam spet v dnevno rutino, želim še posneti tale video. Včeraj, ko sem prišla domov, me ta mala hčerka sprašuje, je rekla, kako je bilo, pa ji povem to zgodbo, pa je rekla, kako je pa bilo, ko si prišla tam do Marije. Sem rekla, čisto sem bila ganjena, pa prav, koliko je bila pa ura? Sem rekla, to je bilo v petek zvečer, ne vem, okrog 7, 8, nekaj takega, ali pa mogoče še kasneje. Pa vprašam, zakaj pa? Je rekla, jaz sem jogo delala in naenkrat gre skozi mene taka količina čustev. Je rekla, in jaz sem jokala od ganjenosti, od sreče in sem rekla, jaz tisto. In res sem tam prižgala svečko, eno sem pač mojo prinesla s sabo, potem sem pa 2 sveči vzela in ena, ta velika, je bila pač za vse to, kar delam, za podporo vseh svetlih sil, tudi za vas, ne nazadnje, in druga je bila za mojo družino, za moje otroke. In ganjena sem bila, res ganjena. In v bistvu izgleda, da se je ta energija pač prenesla naprej. In predvsem tisto, kar se zdaj čistijo, prav tako čutim, da se čistijo najbolj zastale energije. In mnogi veste, da imate doma, da ste v 2 taborih. Na eni strani
vi, ki delate svetlobo in so ljudje, ki delajo svetlobo, ki so bolj pametni od vas, ki vejo, kako se dela, kaj je prav in tako naprej. In zdaj se dejansko pa krešejo v družinah. Ne? Ker verjamem, da, no naj dodam, vezi v družinah se krešejo. In očitno sem spet prišla do nekih energij, kjer se čistijo energije, ker dejstvo je, da te odnosi po večini imamo karmične. Karmični odnosi pomeni, da v tem življenju imamo najbližje ljudi okrog sebe, tiste, da jih bomo sigurno predelali. Ker, glejte, so ljudje, ki so neljubeči do vas. In ti ljudje, ki so neljubeči do vas, ker če ne bi bili vaši sorodniki, vaši najbližji, bi pač naredili velik krog okrog njih, pa bi rekli, ne hvala, ta pa res ni zame. Tako so pa to sorodniki. Tlega imaš, predelaj ga. No in seveda tudi v Svetem pismu lahko preberete, da bo mnogo njih, ki se bodo izdajali za lažne preroke. In vi lahko seveda preverite za vsakega posebej z mišičnim testom, to sem vas že naučila delati in tudi za mene lahko preverite. In lahko preverite tisti prvi občutek, pač se veste, kako delate mišični test, ne? Vdihniti, izdihniti, ramenski obroč mora biti pač sproščen in zamižite in najprej preverite na svoje ime. Če jaz rečem, sem Minka, grem naprej in če karkoli drugega rečem, grem nazaj. Se pravi, zame je resnica naprej. In zdaj jaz preveram, in vi preverite recimo zame. In če preverite, občutim, da te videi, ki jih poslušam na Minkinem kanalu, delujejo dobro name. Greste naprej, poslušajte naprej. Greste nazaj, ne poslušajte tega, če vam povzroča slabe vibracije stran od tega. In tako lahko pač preverite vse guruje, da enostavno veste, kaj za vas to pomeni. No in zadnjič sem govorila z Jožetom Munihom. Vem, da ga večkrat omenjam, prav zaradi tega, ker na teh delih energije jaz se učim, zaznavam, ampak verjetno bi znala zmeriti. Ampak mi je toliko bolj enostavno, če lahko nekoga pokličem pa rečem, daj mi povej. No in sem ga spraševala o teh venerinih krogih, ki jih imajo določeni ljudje postavljene, pač dajo neke kamne, naredijo neke obrede in tako naprej. In on meni pravi, venerini krogi, nekdo, ki se igra s tem, lahko naredi več škode kot koristi. To pomeni, da jaz ne bom šla nikamor. Ker dejstvo je, da nekdo sestavlja nekaj in ni nujno, da dela s svetlimi silami in jaz lepo po tistem hodam in se malo zaštrikam. Verjemite mi, naši predniki so točno vedeli, kje so te točke in ne nazadnje, kako so vedeli. Ovce so tja spustili in tam, kjer so se ovce zbirale, kjer so delale kroge, tam so potem oni postavili obredne kroge. Glejte, mi imamo za hišo ovčke, no, lastniki te hiše, kjer jaz živim, zadaj je breg in so ovčke. In te ovčke, ko jih spustijo na breg, grejo točno tam gor, kjer so energijske točke. Tam spijo. In tako so včasih najdali točke. No, zdaj pa nekdo, ki pa misli, da ima isto zaznavo kot ovca, naredi neke kroge, ti hodiš po teh krogih, na kakšno energijo se vežeš? Tukaj bom pustila eno veliko vprašanje, ker ni nujno, da so to pa res svetle energije. Lahko se majčkeno zaštrikamo. No in potem seveda, ta tema, pa svetloba, pa si človek reče, moram se zaščititi, toliko je slabega, toliko je teme, moram se zaščititi. In bolj kot smo prestrašeni pa majhni in se poskušamo zaščititi, seveda to slišijo tudi naše celice, moram se zaščititi, kakšni postanemo. Ja, pač okrogli, zaščiteni z maščobo, ker naše celice slišijo, moram se zaščititi, pred vsem. In začnejo shranjevati vodo, začnejo shranjevati maščobo, začnejo shranjevati
Zato, o tem sem že govorila, je tako pomembno, da rečemo, drage moje celice, poslušajte me, varne ste. Jaz sem varna, občutim popolno zaščito. Lahko sprostite vse, kar nam ne služi. Izločite vse strupe, vse, kar ne paše v moje telo, naj odide. Seveda pomaga, če kakšen vitamin dodate zraven, ker vseeno deluje telo tehnično. In veste, če imam jaz ogenj za zakurt ali pa nek kup drv za sežgat, če bom samo rekla, drage moje polena, vžgite se, jaz verjamem, da lahko nastane ogenj, bo vsak rekel, pa halo, daj, vzem vžigalco, ne. In na celični bazi ta vžigalca je pač B vitamin, C vitamin, krom preprečuje, da pač imamo manjšo željo po sladkorju, pa predvsem magnezij. In to so tiste vžigalce tehnično, ki jih rabimo na celični bazi. Se pravi, je osnovna zadeva, da poskrbimo za zadostno količino C vitamina, da sploh pride do vžiga. Druga stvar pa ja, seveda, treba je pa tudi kaj narediti v tej smeri, da se potem vse skupaj skuri. No, naslednja zadeva, kar je tak zdaj vtis iz Lourda. Pročelje, stavbe, zdaj sem iz celic skočila na Lourdes, ampak v bistvu tisto, kar želim danes povedati, ko mi grejo še misli iz tega mojega potovanja. Pročelje stavbe je v značilnem mozaiku, tako značilen, in vedela sem seveda, da je to delo nekega našega umetnika. No, pa sem pa šla pogooglati in to je pater, zdaj moram pogledati, Marko, pa sem pač, odlično, pater Marko Potočnik. V glavnem, meni se zdi, gor sem pustila tisti list z računalnikom, kjer sem napisala. V glavnem, ta pater Marko je naredil več mozaikov, ki krasijo kapele. Ena je v Fatimi, pa tukaj v Lourdu, v Vatikanu in več slovenskih cerkva krasijo njegovi mozaiki. In ko sem brala, pač kdo je ta pater Marko, v glavnem piše, da kamen moraš razumeti, da ga ne moreš razbiti, da v bistvu, tako kot recimo dober frizer se pogovarja z lasmi, on se pogovarja s kamni, da dobi v bistvu tisto iz njega ven, njegovo moč. In to potem da v mozaik in res je neverjeten, glejte, vsa ta mozaik je sestavljen skupaj tako, vsak kamen ima svojo energijo. Če vas bo poklicalo, da boste šli zraven, nimam pojma, kdaj bom to organizirala, zdaj vam govorim samo ideje. Za nazaj sem se ustavljala v Veroni in sem šla na kosilo in razmišljam, jaz imam tako rada opero, kaj pa če bi organizirala tako, da gremo najprej v opero, v Verono in potem iz Verone nočna vožnja v Lourdes. In imamo v bistvu kot neko uverturo v Veroni in bolj zanimivo se pa usedem v avto in se mi začne nekaj predvajati, ker potem sem pa že nekaj predvajala in poslušam Traviato. Wow! In sem rekla, to bi bil doživetje, ker v bistvu ena taka zadeva, glejte, če se že peljemo mimo Verone, in ne vem, tisti, ki ste bili v operi v Veroni, to je tako čarobno. In vam povem, zdaj očitno vam delim še to mojo zgodbo. Prvič sem bila v Veroni, ko sem imela 39 let. In takrat je bila z mano moja prijateljica Tatjana in bili sva z eno skupino in v glavnem, in takrat se midve domenva, da bova za 40. rojstni dan, bova midve šli v Verono v opero. In potem 40. rojstni dan je šel mimo in potem je bil že 41. In razmišljam, glede na to, da Tatjana ne posluša opero, da njen mož je rocker, tudi moj bivši mož rocker, in sem rekla, treba je nekaj takega bolj nežnega. In sem rezervirala sedeže za Nabucco, pesem sužnjev. To je bilo veličastno. Ampak, veste, v parterju dol so v fraku, v večernih oblekah.
Potem je sredinsko, tam so pač casual oblečeni, in gor na vrh je raja. In ta raja je bilo zanimivo. To ne pomeni, da je bila raja kot raja, ampak v glavnem tam so najcenejše vstopnice. No, v glavnem. In sedeli smo tam in ena ženska tako na levi strani, ona sedi tako, da je imela krilo med nogami, noge gor in imela je vino v plastenki, 1,5 litra, in je pila vino tako. In moj bivši mož je več pozornosti dal tej ženski, kako se obnaša, kot pa sami operi, ker meni je bila pa opera tako božanska, 4000 teh glasov, ki pojejo pesem sužnjev, in tam dirigent, ki telovadi in vsake po svoje žaga in nastane nekaj neverjetnega, in bila je polna luna, in ko poje tistih 400 glasov pesem sužnjev, poči kolesa in dim gre gor proti luni. In jaz sem bila ganjena od sreče, od tega veličastja. Meni je bilo tako, še danes po 10 letih, ko to govorim, mi je kurjo pot imam, pa verjamem, da tudi vi. In ko je bilo konec, gremo na pijačo tam pred areno, in se začnemo nekaj pogovarjati, in v glavnem bila je sama kritika, kako so se obnašali ljudje, kako je bilo nič od tega, ta doživetja, in sem se počutila tako, kot da bi, a veste, kot da poješ najboljše kosilo, kar jih je možen. Najboljša hrana. In na koncu nekdo da dol hlače in se, drugače ne morem reči, pač podela v serije na sredino mize. Vse, kar si pojedel, ostane na koncu samo še tisto kup drega na mizi. Jaz vam zdaj res razlagam tako, kot čutim. In sem zdaj, včeraj, ko sem bila v Veroni, sem rekla, jaz zdaj grem po svojo energijo še. Jaz sem rekla, joj, tole bi pa rada še enkrat doživela eno tako veličastno operno predstavo. In mogoče, če nam rata, pač bomo videli. Prepustimo se, zdaj to so samo ideje, ki grejo skozi. Kaj naj še rečem? Tole potovanje je bilo tako neverjetno. Mogla sem iti sama in bilo je čiščenje. Prav čutim, da je bilo to čiščenje. Zdaj za tiste, ki spremljate moj kanal, veste, da delamo trikotnik, Medžugorje, Lourdes pa Višarje. Na Višarje sem se že pozanimala, od 18. junija naprej vozi gondola, tako da bomo takrat šli gor, kot pač pelje gondola. Takrat bom organizirala eno tako enodnevni izlet, da bomo začeli na Brezjah, potem bomo šli na Višarje in Stara Gora pri Čedadu, tako da kogar bo poklical, cena itak sprejemljiva, tako da to bom še povedala. Ko dobim navdih, vam bom vse razložila. Zdaj vam samo ideje, ko pa pride tisto, zdaj pa treba to udejaniti, v realnost spraviti, takrat bom pa pač povedala. Tako da v glavnem, to je to. Tale moj Lourdes je bil res zanimivo čiščenje. Očitno je bilo čiščenje zanimivih energij. Če sem prej začela govoriti o teh Venerinih krogih, pa o raznih obrednih krogih, pa razna sveta obredja in tako naprej, mnogi predelujemo pač velike svečenice iz preteklih življenj. Mnogi predelujemo neljubeče odnose iz preteklih življenj. Kako veste, da to predelujete? Pač, če imate ljudi, ki vam skačejo v glavo. In to so neke energije od prej, ki enostavno nič ne naredite, pa se vam kar nekaj dogaja in pomeni, da ste tukaj z namenom, da boste odpustili, spustili, sprejeli, predvsem pa tisto, kar je največja naloga, se jasno postavili za sebe, čeprav lahko, da s to svojo resnico nekoga prizadenete. Da nekomu ne bo všeč ta vaša resnica, da boste rekli, v redu, sodelujte v pasji procesi, ampak jaz se tega ne grem več. To je vaša izbira, ker ste svobodni. Nihče vas ne sili, da morate delati neke stvari, ki vam enostavno niso všeč.
Zdaj se čistijo energije dvoličnosti. In zadnjič sem govorila z eno gospo, je rekla, ne vem, kam naj pobegnem, pri nas se samo kregamo, ampak po drugi strani pa samo beži pač v cerkev, tam zgleda pa naven vse super, ker mi smo zgledna katoliška družina in zgledamo super in ta super je samo za ven. Med 4 stenami je vojna. No in zdaj še včerajšnji dan sem pa zaključila še z enim mailom, dobila sem od ene gospe sporočilo, kar precejšnje pisanje in v osnovi je bilo vprašanje, kako si lahko ti srečna, če imaš avto na lizing, živiš v najeti hiši, nimaš prihrankov in nimaš partnerja. Kako si lahko srečna? Piše ena gospa, ki je leta že ločena in njen življenjski projekt je, iščem nekoga, ki me bo osrečil. To je njen jumbo plakat. In potem, ko bom nekoga srečala, ki me bo osrečil, bo življenje lažje. Jaz bom živela lažje, bosta 2 plači, znebila se bom kreditov, zadihala bom. In to je v bistvu zgodba ene druge gospe, ki se je leta nazaj ravno tako ločila in se preselila v kuhinjo svojih staršev, no, ne spi tam, da se razumemo, ampak bi imela priložnost, da bi lahko uredila svoje stanovanje, ampak ona je bila prepričana, da bo srečala nekoga in da se bo tako odselila. In tega nekoga ni srečala. Zdaj že več kot 20 let ga ni srečala. Ona bi lahko naredila stanovanje in tudi zdaj bi še lahko naredila stanovanje, ker ni stara, da se razumemo, ampak ona še kar upa, da bo srečala nekoga in da se bo odselila stran od staršev. In kako živi starši? Tako kot je živela v puberteti. A veste, mama je tista, ki komandira, ki kuha, ona je le sposoben otrok, ki beži stran od mame. In, vsak ima neko šolo za predelati v svojem življenju. In zdaj tisto, a si lahko srečen, če si samski? Normalno, da si lahko. Ker, a si lahko srečen, če imaš mesečne obveznosti? Normalno, da si lahko. Ker, koliko imam jaz na računu, ne pogojuje tega, koliko jaz občutam sreče. To je samo energija. To je samo energija. Koliko se jaz počutim srečno, jaz bi lahko, joj, pa sama, pa kako bom... A ni fajn, če lahko kam greš sam. Pa to je svoboda. Ne vem, glejte, to je res 2 pola sta in jaz sem rabila predelati, marsikaj sem rabila predelati. Ta prva gospa, ki mi je pisala, pravi, da dela leta zdravilni kodeks in da se vrti v začaranem krogu. Roko na srce, zdravilni kodeks ne deluje. Deluje zdravilna molitev dekodiranja in ta zdravilna molitev dekodiranja je nadgradnja, ki mi bila dana pod prvim z namenom, da bom jaz rešila svoje težave. In očitno z namenom, da bom vam pomagala rešiti tudi vaše težave. No, zdaj pa gremo na sporočila prehod v novo dobo in da slišimo stvarnik. Ta gospa je rekla, da jo moti, ker začenja molitev stvarnik. Ker ona mora najprej zamero do stvarnika počistiti, pa do Boga, pa mora biti do cerkve, da lahko sploh gre naprej. Se pravi, na pomoč kličem vse svetle sile. Stvarnik in vse svetle sile. Kaj je ta trenutek pomembno za vse te svetle stare duše, ki so na potovanju, ki se mu reče življenje? Kaj je prav, da slišijo, da izvejo? Nova pot. Dovoljujte, da končni rezultat preseže vsa vaša pričakovanja. Nahajate se na pravi poti, vse poti naprej so gladke, zaupajte. Prišla je karta hvaležnosti. Vsak od nas pa ne bo še tako slab, vedno imamo razlog za hvaležnost. Ne glede na to, kdo vas drži pod pokrovom, vedno je to obdobje učenja. Se pravi, smo lahko samo hvaležni za lekcije življenja, ki so na žalost trpke, zato da lažje zrastemo. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša. In naslednja, molitev in meditacija. Moj duh je miren, povezana sem z izvorom.
24, to je molitev svetega Frančiška. Jaz sem ženska, a ne, to je Zdrava Marija, majčkeno drugače. Jaz sem ženska in sem blagoslovljena. Blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. Blagoslavljam vse, kar si želim, da se izboljša. Napolnjuje me božanska svetloba, ki se preko mene steka na zemljo. In potem, zdaj sem vam že zadnjič brala, ampak dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. To so karte Prehod v novo dobo in to berem iz knjižice, ki je priložena kartam. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetloba. Kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. Tako da, ja, verjemite mi, da stvarstvo se spreminja. In to stvarstvo smo tudi mi, zemlja ne nazadnje. Vemo, da zemlja deluje v nekih ciklih, da gre na ta način, ne? Da se pač dela, neki cikli so. Te cikle pač mi ne razumemo, niti jih ne moramo opaziti, zato ker živimo prekratko obdobje. Predvsem nam ni jasno, zakaj so se zgodile v preteklosti določeni premiki, zakaj so določene celine so se potopile. Mogoče jemljemo recimo kot Noetovo barko, kot neko bajko o tem, da se je zgodil veliki potop. Ampak zgodovina dokazuje, tudi fizično dokazuje, da je bilo nekoč nekaj, kar ne razumemo, zakaj je prišlo do nečesa. Recimo, vemo, da so bili dinozavri, vemo, da nekoč so živeli višji ljudje, kot danes živimo, in nam ni jasno, zakaj. Se pravi, je tukaj ogromno nekih odgovorov, ki ostajajo neodgovorjeni, oziroma vprašanj, ki so neodgovorjena. In seveda obstajajo različne teorije. Verjamem, da te cikli, ki se dogajajo z namenom, da napredujemo, tako zemlja kot mi. In če gledamo to, da Mattias De Stefano je to rekel, da smo mi ljudje za zemljo, tako kot bakterije v prebavnem traktu. Se pravi, mi potrebujemo dobre bakterije, zaradi tega, da mi lahko pač imamo življenjsko energijo. Ravno tako očitno zemlja potrebuje nas ljudi, da ima življenjsko energijo. In vse je prav na konec koncev. Ampak res pa je, da tudi mi včasih dobimo kakšno drisko. In takrat tudi grejo vse bakterije. In je možno tudi, da zemlja vsake toliko časa dobi kakšen tak rukar, ki jo ima zruka. In takrat tudi kakšna bakterija pač gre, mi ljudje. V zgodovini se je to večkrat zgodilo in je možno, da se bojo tudi v bodoče zgodili kakšni premiki. Ampak tisto, kar verjamem, je pa to, da mi kot duša, kot duh smo enostavno večni. Da imamo tukaj na zemlji fizično obliko, zato da predelamo neke lekcije. Zdaj, če vas življenje pošteno šola, dajte se mogoče ustaviti pa premislite, kaj me v osnovi uči to, kar se mi dogaja. In zato pojdite na energijske točke, ki so določene sicer zdaj s cerkvami, ker to so bili nekoč obredni krogi naših prednikov, in potem na teh krogih so pač zgradili cerkve. In jemljite cerkev kot energijsko točko za vaše očiščenje, za vaš notranji preporod. Tukaj ne govorim, da morate sodelovati v vseh procesijah, ki vam mogoče niso všeč. Če pa odreagirate vsakič, ko zagledate duhovnika, imate pa pač za predelati zlorabo skozi cerkev. Zdaj, da vam bo bolj enostavno, vzemite v roke knjigo, ko imajo čakre žur, in v zadnji knjigi, ko imajo duše žur, in v zadnji knjigi, ko imajo čakre žur, sem pisala o tem. Dejstvo je, da imamo vsi nekaj za predelati in tukaj so priročniki, ki vam bojo pomagali pri tem, da boste lažje naredili svoje premike. Tako da,
Uživajte. Želim vam vse dobro in predvsem dovolite, da se v vašem življenju zgodi preporod nove energije. In to pomeni, da spustite kakšno stvar, na kar ste mogoče navezani, boste videli, življenje bo postalo lepše. Še to vam moram povedati. En kup sanj sem imela in v vseh sanjah sem imela prebeljene stene. To je bilo neverjetno, vse prav prebeljene stene. To je bilo nekako rdeča nit mojih sanj in očitno sem že prišla do ene točke, da zdaj imam pa že prebeljene stene, da enostavno nimam več šare. Tudi v skladišču sem imela vse pod stopnicami prebeljene stene, vse je bilo čisto. In očitno sem prišla do točke, da enostavno, da sem mogoče že kaj počistila. Tako da sanje ogromno povejo, tako da lahko tudi prosite vaše vodnike, da preko sanj izveste, kaj je tisto, kar je potrebno ta trenutek prečistiti v vašem življenju, boste sigurno dobili pravi odgovor. No, zdaj pa res, ne zaključim tale video samo s tem, da vam želim vse dobro, predvsem, da ste posuti z Božjim prahom blagoslova, ker potem je vse lažje. Tako da uživajte in vse dobro vam želim.